Tokrat smo se odločili, da osveščanje poteka na tehnološko sodobnejši način in sicer z interaktivnimi displeji. Dva sta zdaj tukaj v kliničnem centru, eden je tudi tukaj za nami. Seveda smo se zato odločili da pritegnemo pozornost širše javnosti. Moramo se zavedati, da diseminiran plazmocitom je druga najpogostejša hematološka rakasta bolezen, s katero se srečujemo. Kaj je pomembno? Pomembno je, da simptomi in znaki te bolezni znajo biti zelo nespecifični. Od utrujenosti, težkega dihanja, bolečin po kosteh, do drugih takšnih nespecifičnih znakov, ko v bistvu na prvo žogo bolnik ne pomisli na omenjeno bolezen. Moram reči, da zadnja leta, glede na naše ozaveščanje tudi splošnih zdravnikov in pa zdravnikov druge stroke, je veliko pripomoglo, da tudi na primarnem nivoju osebni zdravniki dokaj hitro in pogosto pomislijo na to možnost pri bolnikih z, rečimo, vsaj bolečinami po kosteh, z anemijo in tudi gredo v usmerjene laboratorijske preiskave, ki so tudi njim dostopni. Nisem toliko časa tukaj, ampak v tem času, kar sem, se je tudi življenjska doba, na primer, teh bolnikov tudi znatno povečala. Na začetku, rečimo, je bila povprečna življenjska doba tam okrog 3 do 4 leta, sedaj smo pa približno tam od 6 do 10 let ali več.